Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. In danes je v moji družbi človek, ki definitivno zna šokirati. Tako s svojimi dejanji, kot tudi zgodbami, ki so včasih že na meji resničnega. Z mano je ultramaratonec, človek, ki plava za boljši jutri, je dolenjski heroj in 4-kratni Guinnessov rekorder, 5-kratni Guinnessov rekorder Martin Strel. Lepo pozdravljen, že 5-kratni. Ja. Ko sem prebirala, piše na Wikipediji 4-kratni, morajo popraviti. Naj popravim, 5, sigurno, imam 5 certifikatov, čisto uradnih. Ja. Lepo pozdravljen, zdaj dogovorila sva se, da se bova tikala. Ja, to najboljše. Čeprav mi je kar težko, ne, po vseh uspehih, ki sem jih prebrala, bogato življenje živiš, ne? Ja, jaz, odkar sem prišel v Ameriko, tudi v Sloveniji ne vikam nobenega več. Tako so me navadili, da moram tikati ljudi, da se bolj spoznamo, da smo čim prej bližje. Tako, ko v Ameriko pridem, že na letališčih, tam ne srečam kakšnega čist novega, hello, how are you, pa tako ne. Že tako je v eni minuti, sploh ženske mi povejo, kukrat poročena, kukrat ločena, kukrat rok ima. V eni minuti mi vse pove, ne, za Slovenko bi teden rabo, da bi mi to povedala. Ne. In smo tako, bolj enostavno in hitreje to vse. Nismo v nekih kravatah, metuljčki, pa tako naprej. Ne. Tako da, če ne bi šel v Ameriko, bi bil še vedno malo bolj tako, malo na distanci, ne. Tako sem pa prišel malo bližje ljudem. Ne. Tako da, jaz ne vem nobenega več v tej državi. Zdaj, ja, razpeci med Slovenijo in Ameriko. Ja. K temu se bova še vrnila, ampak za začetek ne moreva mimo tegale predmeta in predmetov, ki si jih prenesel. Katere 3 predmete si se odločil deliti z nami? No, bom vsak predmet, ki ga imam, recimo, če začnem s tem, ne. To so take ene življenjske prelomnice v mojem življenju. Recimo, no, to je bilo že približno isto. Ne. Namreč te plavutke, ne, to so Twin Speed. Jaz sem to delal, to pri nas z enim fantom, ki je odličen plavutkar bil, tudi prodal mi, z njim sva mlela te zadeve, kako bi jaz uspel Yangtze-kiang premagati. Ne. Jaz nisem vedel, da je ogromno ljudi umrlo pred menoj, ki so plavali Yangtze-kiang, kitajska vlada mi tega ni povedala. Jaz sem pač zahvaliti moram pokojnemu Janezu Drnovšku, da je šel tako daleč, da je meni kitajska vlada dovolila, da so sploh Yangtze-kiang plaval, drugače to ne moreš priti. Šel na Kitajsko, plaval Yangtze-kiang, pa da je kdo delal zate, te ne težko, ne. In pa seveda Jelko Kaceno in pa ekipe SC Sporta iz Šenčurja, ki so zelo profesionalno to v sodelovanju z drugimi vodili. Jaz sem šel vesel v to reko noter, ne. Vedel sem, da bo hudo. Prvi 3 dni, po 3 dneh, sem že zvedel, da so tako kazali. Prav, vsi so umrli pred tabo, tudi ti boš spet domov čim prej. To so mi domačini, lokalni povedali. Jaz sem takrat tako ugotovil, da me je kitajska politika malo lagala, da mi ni pošteno povedala, kako so rekel, je. Ker sem bil že tam, bi bilo zame kar sramotno dejanje, da bi šel domov, sem se odločil, če že moram umreti, potem bom umrl v vodi, ne. In sem šel praktično čisto zavestno v smrt. Yangtze-kiang premagovati ni lahko, ne. Jaz sem odlično sodeloval s televizijo CCTV, na Kitajskem je samo ena televizija, to je generalna CCTV, ki ima 2 mednarodna kanala. In oni so snemali čisto vsak dan mene. In tudi vsak dan poročali o meni. Tudi film naredili na koncu o meni. Spremljali, po teh kanjonih so mi rafti, ne, ker zadnjih 3200 km je bila barka generalna, 50 metrov dolga, policijski čolni, to v kanjonih pa nemogoče, ne. Niti kajak. Že drugi dan so se kajaki lomili, to voda zlomili, to je taka sila. Hojiš ko Zambezi, ko so bili Bobri 5-krat svetovni prvaki na reki Zambezi, to je hojiš to noter, ne. Do tega nisem vedel, ampak do tega je prišlo. Prišlo je do momenta, ko smo šli v kanjone kot vsaki dan, tam moraš izplavati ali pa umreti, ne. Če ne priješ iz kanjonov ven, te bo pobrali, ne, ker ko se stemni tam je hitro temno, ker je globok, sonce je še, ampak ne vidiš nič več not, ne. In če ne vidiš, boš še zavestno smrten, ne. Prišli smo v S, in te S-e preplavati je težko, ne. Zdaj, ali moš
gor sem imel pomočej v stena, ko so veseli, na štrekih so mi govorili, pejdi, začni z leve strani in sekaj direktno. Ali pa z desne, pa sekaj tam. Jaz sem to mogel prej vedeti, iz vode to ne morem v cent, ki bo voda me razbijala. Ne. 4 rafti so bili okoli, v vsakem raftih je bilo 6 in jaz sem pač, nisem dobil komande. Jaz sem šel kar na pamet na nekje, tam približno. Če priješ pa sifone noter, to te zreže, to so oste skale ko nož, to te zreže, ne priješ več ven. Ne smeš dovolj, da te potegne noter. In fantje, tudi niso dobili komande, raftari, po kateri strani rekel vzeti. In priješ v Brzesi, to so klas, pri nas je 1 do 5, v Ameriki imajo 1 do 10. Recimo 9 do 10 ali pa 5 klas, ali pa 5 plus celo, ne, na več, ne. Voda tavče, razbija, to bobni in vsak rešuje sebe, recimo. Tam ni več, mi bomo Martina Strela spremljali, tam rešuje vsak sebe. Oni raftari jih meče v luft, so navezane štrekih, voda zaliv vse, to se vrti, jaz sam sebe in seveda me ne potegne pod vodo, ne. Mene ni bilo več, raft ne bo potegnil pod vodo, ne, ker to so debele gume. In mene vleče not, jaz sem prvič v življenju doživel to, kako greš not v globine. Jaz sem kar vedel, da sem čedalje globlje noter. In to voda toli, to bobnino, taka sila vode je noter, ne. In to so dečki sekunde, ki odločajo v tem, kaj boš ti naredil. Jaz sem vedel, da v vodi se upirati ne moreš, da se moraš sprostiti, biti mehak, ne biti trd. In imel sem te plavute na nogah, ker kadar se take stvari dogajajo, večkrat krč useka. Krč. In te udarjajo v levo, včasih pa tudi obe dve. To so bolečine, to boli kot vrak. In jaz se okoli obrnem, v eno nogo me je krč usekal, ne bil hud, pa me je. In sem se pustil in s temi plavutami so twin speed, to so mehke, tukaj v gležnju, niso trde, ne. Zato se imenuje twin speed. Tem je tale potapljač dal, ta plavutkar znameniti, je rekel, Martin, s temi plavutkami boš lahko dobro delal. No, s temi plavutkami sem jaz manevriral pod vodo, jaz niti ne vem, koliko časa sem bil pod vodo, precej dolg, ne. Globok sem bil, recimo 15 metrov, sigurno, najmanj, ne. In voda me je nesla. In sem potem, občutek imaš, jaz sem bil kot riba noter. Jaz sem imel občutek, da diham in da plavam in da je se krasno bilo. Jaz sem se nazadnje prav super počutil to globok pod vodo. Vedel sem pa, da se poslovim z tega sveta, ne. In to so bili prebliski, ne. Se ti kažejo slike, imena ljudi, ki imaš rad na tem planetu, katere noš nikoli več videl. To so dečki sekunde, se vse blizka. In grem. Imel sem občutek, da me dviga. In se samo recimo mirno splavutim, roke sem pa tako držal, ker roke ne smeš tako imeti, ker te zagrabi sila vode, to te zlomi. In sem šel splavutim gor in kar naenkrat zrak zunaj. Pesma je to možno, ne. Evo, in tem plavutem lahko rečem hvala, da sem preživel, res, ne. In tudi temu, ne, ki mi je to dal, s katerim sva načrtovala, skoraj leto dni sva načrtovala to, in sem vse probaval, sem to vse probaval, testiral to, ali bo to šlo in to. Sploh smo se odločili za tele. Evo, in to je, imam en lep spomin, čeprav so tudi na Amazonki, iste plaval, ne, ampak na Kitajskem sem pa zaradi teh plavutov verjetno že ostal, ne. To je en odličen primer, ne. Kolikokrat v tej svoji dolgoletni ultramaratonski karieri si bil na meji med življenjem in smrtjo? Se je to velikokrat zgodilo? Jaz sem bil večkrat, ne. Da sem jaz živ, pa da sem jaz tukaj s tabo, da se lahko takole midva pogovarjala, takole tiho, mirno tukaj v tem lepem delu Ljubljane. Ne vem, jaz, ko sem bil zdaj pri papežu dol v Rimu novembra meseca s svojo soprogo, ne, je rekel, ti si končal Paraná, to je ogromna reka, ne, Paraná, na največji argentinski praznik, ne, to je 8. december, če boš dala na Google, ne, to je največji argentinski praznik. Zakaj sem jaz končal? Zgodilo se je tako. Jaz nisem načrtoval to.
Jaz sem bil prvi človek na svetu, ki sem premagal od Paranal do Fort of Madeira, sem center plaval noter, kar je Maradona prišel, me pozdraviti, Guillermo Vilas, tenisač, največjih na svetu, general Caramelo, predsednik Kirš, Daniel Scioli, podpredsednik, največji športnik v Boledih na vodi, so bili tam naš Bojan Grabovšek, ta, ki je ambasador dol, ne, veliki dogodek, kamere, direktni prenos na televiziji, ne, velik, in to so tudi papi še opazili to, ne. In rekel, on si meni zahvalil za to. Mislim, meni je to presenetilo, ne. Prav zdaj gremo naprej. Ti si Amazonko končal na Easter Day, se reče na velikonočni ponedeljek. In to je za katolike poklon katoličanstvu. Zakaj pa na Easter Day, največja reka na svetu, najnevarnejša reka na svetu, ki se premaga, končaš ravno na tisti dan? Nisem načrtoval, res nisem, zgodilo se je. A to ti je namenil? Meni je bilo to namenjeno, da premagam največjo reko na svetu, najnevarnejšo reko na svetu, najdaljšo, in da dam en blagoslov katoličanstvu, katolikom, vsem vernikom na svetu. To je vedel, on to meni reče. Pa sem pa rekel, bože moj, toliko let nazaj, odkje ti to vse veš, recimo, ne. Recimo, ne. In, a veš, vse te simbolične zadeve, ki grejo skupaj, imajo neko zgodovino, imajo nekaj, ne, in ljudje, ki so verni, da po Južni Ameriki sploh, ne, ki so prišli do mene, ko sem iz vode prišel, a se te jaz lahko dotaknem, recimo, ne. Jaz sem bil kot neki angel, ki je prišel od nekje, recimo, ne, in ljudje tega niso nikoli doživeli. In članki v časopisih, cele strani, prve, jaz sem bil kot nogometaš, Maradona, Pelé, kot Bog, ne. Tako te tretirajo ljudje, recimo, ne. In po vseh televizijah, TV Globo, Los Juarez Show, največji šov v Južni Ameriki, vsak dan smo imeli tam. Pa so se norce delali včasih, ne, tako del, ker tam se ljudje radi malo zabavajo, ne. Pa so vsak dan nekaj pogrom, zdaj ga je pa na riba ugreznil, zdaj ga je pa na žensko ščipal, ne. Joao Soares šel je vedno začel šov z mano, se je malo norce delal, ne, tako, ne, ampak tako, na prijazen način, recimo, ne. Tako, no. Zdaj, omenili ste papeža, pokojnega papeža Frančiška, ki se je letos poslovil. Kako pa ste vi spremljali to njegovo slovo? Ne, nazadnje ste bili eden zadnjih Slovencev pri njem. Bil sem, ja. Meni je bilo čast, da sem spoznal takega človeka, ne, še v odlični formi. Že ta protokol prijet v Vatikan, noter po teh sobanah veličastnih, ne, ko smo z mojo partnerico Majo to doživljala, bila sama, imela sva čisto privatno audienco, na 4 oka se reče po hrvaško, ne, in kaj so se pogovarjali, niti ni tako pomembno, ne, pa tistih 7 minut je ratla skoro na pol ure, to se reče, sva se imela kar v redu, bil zadovoljen v formi in tudi sprejel vse te na moje in tudi njene ponudbe. Fajn smo se imeli, no. No, potem pa sem zvedel, ne, da je bolehen, ne, da ga začenjajo matrati pljuča. Tle sem bil malo zaskrbljen, neko takega človeka starejšega napade, prišla bolezen na pljučih, pljučnica, hudi prehladi, je problem z dihanjem, seveda, ne. Malo sem bil, potem se to prenese na srce in vse skupaj. Sem se mislil, bog nazaj, ti Italijani, ne, doktorji ga bojo, res sem razmišljal vsak dan o tem, spremljal te novice, ne. Žal ni preživel, ne. In, no, 89 odličnih let je dočakal. On je Argentinec, dol doma, San Lorenza, kjer je nogomet velika stvar, ne, to so Mario Kempes, Pasarela, nogometaši, potem Messi, pa se kasneje Maradona tudi seveda, ne, in kup drugih, ne. Te znameniti klubi, ne, ker preko nogometa v teh krajih ne moreš, ne. Tako tudi midva sva prišla na to temo, nogomet. Rad, on je videl, ne, da jaz v športu vse poznam, ne, kar res poznam. Imel sem priliko srečati te zvezde nogometa in tenisa in drugih športov. In on vse pozna to, ne. Mislim, to je tako bi nekdo mene iz naših krajev začel, jaz pa poznam tega, ne, te malo stisne, recimo, ne, res ti pa to poznaš vse, ne. Lepa dežela Argentina, ne, in argentinski ljudje, ta muzika in tango vse skupaj, da doživiš to na en svoj način,
preko športa, ne. Jaz sem tudi pol doniral veliko denarja za Kasakuno, to je v bistvu sirotešnica, ker so me videli na vseh časopisih, televizijah, so prosili, če bi lahko malo pomagal v očesni kliniki za otroke, ne. In sem bil sprejet tam v tisto Kasakuno, zelo lepo. No, in sem tudi prinesel denar, v roki, v kuverti sem dal denar. So bili veseli in sem tako od srca dal to, ne. In ko to vidiš, ne, majhne otročičke, ne, 4, 5, 6 let stare, ogromno raka, levkemije, recimo. Ker Argentinci so tam v Južni Ameriki so odprte države. To ni samo za Argentince. To pride iz Paragvaja, pride iz Urugvaja, pride iz Bolivije, pride iz Brazilije, pri vseh južnoameriških držav pride v centru, kjer so sposobni ljudje za zdravljenje, ne. To ni samo, to je naša država, za vas pa to ni. Tam je vse odprto, kamorkoli greš, si dobrodošel. In nič ne računajo. Ne sprašujejo, kdo bo plačal. Ti si prišel bolanke in mi te bomo pozdravili. In to so dobri zdravniki, zelo dobri zdravniki, recimo. Jaz sem tudi maserke imel iz univerze v Buenos Airesu, sploh nisem vedel, da obstaja univerza za masažo. Pa je, tam jo imajo, ne. In so me pripeljali super maserke, take, ne, da sem spet nekaj naučil, ne. Tako da, če bom še delal velike dogodke, bom z Buenos Airesa pripeljal maserke gor, ne. Bojo rade prišle. Zdaj, k vsem tem zgodbam in potovanjem se bova še vrnila, zdaj me pa zanima drugi predmet, ki ste ga prinesli, kateri osebni? No, Oziroma ena fotografija je, ne? Ja, drugi predmet je pa takole. To je pa znamenita boginja Stella Maris. To je zaščitnica mornarjev. Ko sem začel plavati reko Paraná med Brazilijo in Argentino, to ni hecta reka, to je ena najbolj vodnatih rek na svetu, poleg Amazonke, ena najčistejših tudi, s to znamenito elektrarno Itaipu, druga največja na svetu, in četrto, naslednjo že Sirota. Vse te elektrarne sem šel čez in so me opozorili, da se bo dogajalo marsikaj, ne, da so to hurikani, tornadi. In res je bilo to. Jaz sem doživel urnebes na tej reki, 4 vojaki so umrli zraven, 12 ljudi še umrlo zraven. To niti nisem to govoril do zdaj. To so bili del vaše, tvoje ekipe, malo menjam, zdaj vikanje, tikanje. Ja. Oni so bili zadolženi za mes, ker meni je spremljala vojska, ne, jaz sem bil delegiran od vrha države, bil takrat predsednik Kirchner, podpredsednik države Daniel Scioli, general Caramel, argentinska vojska je bila zadolžena za mene, za mojo varnost in spremstvo. In jaz sem to doživel. Jaz preživim res hude stvari v vodi, ne. Mene ne bo kar tako hudeč vzel, po domače povedano, ne. Bal sem se za to spremstvo, za ladje, ki so bile tam okoli, ne. In žalostno je, saj takrat, kadar je urnebes, so tornadi, ko je 150 metrov pomola odneslo, odtrgalo to vse tiste gume, les, to vse gre po vodi, vsi čovni po lufti letejo, tam in ribič lovil ribe. Jaz sem se 5 minut prej z njim pogovarjal, sem jim njega plaval, ker je bil lovil. A je reveš umrl. Sred reke je bil tam, pa moraš preden, da ti do obali priješ, to je. Se ni mogel bežati, to ga je zelo mejilo in čov, umrl tudi on, ne. Pa sem mu rekel, lej, nekaj čudno se dogaja, ne, ker povedem, po teh brzicah gor, ki se to nabira, se neko beži. Tudi mi smo se pomekali proti obali in ko je za Ropotaj, so oni šli noto neke za vetarje noter. Jaz sem ostal na vodi, ker jaz sem rajš v vodi, da me mele, ker če so hudi valovi, sem kar pod vodo noter. Sem bolj pod vodo kot nad vodo, tudi tavče voda, da je groza. No, še to povedal, ne, ta punčka, 12 let stara je bila, ne. Ljudje na obali so vpili, pomagaj, sam jaz sem bil v vodi, ni bilo nobenega, ta punčka je bila v vodi, tam je na dan dopiše, ne smeš plavati, no, ne. In to so table, ampak ljudje ne upoštevajo, to gre tako v vodo, ne. In ko je to udarilo,
Jaz nisem vedel, da je punčka tako stara, nisem vedel, potem sem zvedel kasneje. Ne. In vojska je vedela, da sem jaz začel plavati proti njej. So upeli, pejde nazaj, mi nismo odgovorni za njo reševati, mi smo odgovorni zate. Če boš to delal, te bomo zapustili, pa gremo. Jaz nisem poslušal. Jaz sem šel na punčko. Nisem imel te plavote, sem pa ne druge, mare sem imel. Tudi ta fant mi jih je dal. Te sem imel na jamci Kengu podprl. In letem na njo, skočim na eno, jo dvignem v vzvode ven, tako malo, da je malo zadehala, ne, mečkim, malo vse prišlo, ne. Pa sem pa vlekel do obale, ne, sem držal. Ampak me ni grabila, nisem tako utapil, ki če bi me, bi jo vsekal, bi jo nokavtiral sred vode, ker utopljenec ima strašno moč. To te grabi, to te davi, se rešuje, ne. In takrat jaz udarim, ne, da v nezavest pade, potem pa lažje gre naprej, drugače ne moreš narediti to, ne. No, je bila kar, sem jo pripelil in tam je bilo cela žlahta na obali, starši, vse to. Jaz pripeljem punco kje, jo dam kje in pa sem bežal nazaj spet tam svoje ime, ne. Ne sem pol kasneje izvedel, ne, da je 12 let stara, to so vojsko klicali, vse to je bilo super, ne. In ta Stella Maris, recimo ta boginja, ki sem jo omenil, ne, ona je bila kot zaščitnica mornarjev, ona je mene v bistvu do konca držala. Tudi pol sem šel na Amazonko, jaz sem imel skozi na barki gor, ne. Skozi stala, ko moja kapelica. Jaz sem spal z njo, zbujal se z njo in bil z njo 24 ur na dan. Jaz sem kar verjel to, ne. To so taki totemi, v kateri verjameš, moraš verjeti in ga imaš pred sabo in te varuje, ne. Te bo ščitil. Nekaj se bo naredilo, da boš preživel. Nekaj se bo naredilo, da boš ostal živ, recimo, ne. In to je bilo res, to lahko pošteno povem. Stella Maris, boginja, zaščitnica mornarjev, ne, sem jo dobil, ko sem prišel v Buenos Aires, takoj, ne, pa takoj prvi dan sem jo podaril. Prvič v mojem življenju, leta 2003, ko so vedeli, kaj se bo dogajalo na reki Paraná, ne. Jaz sem edini, ki sem jo preplaval, vse tam imaš plavalce v Južni Ameriki, ne. Antonio Abartono, največjih plavalcev na svetu, ne, Degano, v svetovnem pokalu, ko je z brati majcne plaval, je toliko rekorde, pa ta Američan, Paul Esmat, pa drugi, ne, in to drugi, tam ženske, ne, to v Južni Ameriki odličnih plavalcev, češ, pa so plavali iz Tegre, San Isidro, ko Paraná končal proti Port of Madeira, so plavali, pa niso naredili. In ko mene izzovijo, zdaj pa Martin Strel končal v San Isidro, dol pri Tegre sem končal Paraná in se začne Rio de la Plata naprej, 250 km dolga reka, široka 35-40 km med Paraguajem in Argentino, oziroma med Buenos Aires in Montevideo, ne. A boš ti šel? Sem rekel, general, ko bom jaz ne bom preplaval, tako kot oni pred menoj niso, so že plavajo že čez 50 let, 17 boljših plavalcev od mene plavalo, pa da ni naredil, zakaj pa jaz? Kje ste nam naredil, da rekli, ga domov poslati, ta nema pojma, ne? Veš, se hitro lahko obrne čez noč to vse skup, ne? Prav, Martin, dam ti uro pa pol časa. V polnoči te poklečem. Pa daj pokleč me, ne. Jaz sva s sinom Boratom razmišljala, ja ali ne, ne. Ker tam je plema vse, ka 6 ur imaš časa, da splavaš. Ko se voda dol obrne, to gre od hodeča, ne moreš proti toku plavati. Potem gre pa dol, po stokom pa fino lahko plavaš, recimo. Zdaj imaš 5-6 ur časa, ker 1 uro miruje, po 4 uro dol gre, pol 1 uro pa spet miruje, spet na nuli, ne. Kaj naj jaz naredim? Oni hočejo, da jaz to plavam, ne. Vse televizije pripravljene, vsi mediji čakajo, da bom rekel ja. In polnoči sem rekel ja. 15 do 5 zjutraj sem rekel, hočem 2 torpedna čolna, 60 metrov dolga, da mi bojo naredili kanal. Ostalo moje spremstvo, kar je. In prav, zakaj pa? Si šele 9:15. 9:15 si šele 0. Ne. Jaz bom plaval proti toku. 4 ure bom plaval proti toku. In to je bila edina rešitev, da sem jaz uspel, da sem preplaval, sicer ne velik, sam 5 kilometrov, ampak to je bila že 1 ura dobljena, ko se je 0 začela, šlo voda dol, sem jaz prišel do River Plate stadiona in je 20 minut, če bi zamudil, gotovo, bi me voda odnesla.
In so že vse kamere bile gor na tistih zidovi, so čakali, sem se v Porto Madeiro noter, pa si takole naredil, po domač povedal, ne? Gotovo. Tam je bilo rešeno, do Celja se me še približen 1 kilometer do tam, ne? Ampak tam ni več vprašljiv. 45 minut po mojem plavanju je bil tak orkan, tornado, da je vse razbelo tam okoli, ne. No, mi smo že konferenco, smo ravno zaključevali, so te zvezde prišle, politike, vse živo je bilo tam, direktni televizijski prenos in zgodba je bila narejena. A vidiš, jaz sem imel Stella Maris s seboj, več čas. Pa je verjela vame tudi ona. Jaz sem bil tako sumničav, ne, recimo, a sem jaz to sposoben za argentinski narod narediti, na največji praznik njihov, ko imajo ponovadi konjski dirke, to, ne, takrat so bili odpovedani, ki je bil dež. Roman Kvaternik je pa generala vozil z njegovo barko, tako jadro koj sveta, ne, se on lahko pove, kako je to bilo, ne. Roman Kvaternik sem ga imel tudi sabo, je krožil tam okoli mene, ki sem izplaval, po tistem noter, ne, evo, smo naredili dogodek za Južno Ameriko, ki bo pisan v zgodovini, ki bo ostal v zgodovini, ne. Ja, tako, ne. Jaz rečem prvi na svetu, ne, tle v Sloveniji reči, ja, se izmeraj ta prvi, se in ne plava, ne. Tam so, Južna Amerika ima res plavalcev, ne, to so vrhunski iz Brazilije, z Argentine, ki sem jih prej naštel, ne, Degano, pa ti, ki so bili Antonio Bertondo, prvi človek na svetu, ki je La Manche preplaval dvakrat, ne. To je bilo 61 leta, 44 ur je plaval, tudi njegov spomen sem plaval, se njemu priklonil, Ruiz Pipojev, pa take, ne. Veliko jih je tudi čakalo ob vodi, ko sem priplaval, so me prišli pozdraviti, znameniti, recimo Claudio Plit, večkratni svetovni prvak, sem šel poleg njemu, Mar del Plata, smo plavali skupaj, ki je žena zdravnica, je prišla, kje? Pa je bila prva stran, zadnja stran, druga stran, pa predzadnja stran, 4 strani jih dobil not. Je rekel, Martin, jaz sem 3-kratni svetovni prvak. Veš, da sem bil, on je en mesec mlajši od mene. Jaz sem oktobra rojsten, on pa novembra. Žena je pa zdravnica. On živi v Mar del Plati, direktor tega centra plavalnega dol. Jaz sem mu plačal dvignil za 100%, ko sem prišel dol. Takrat je bila ta huda devalvacija, nobenega denarja, vsega še zdaj ni. In žena pride k meni, taka solzna čist. Jaz sem se ustrašil, jaz je kaj naredil, ne. Prav, veš, Martin, moj mož je bil 3-krat svetovni prvak. Dolga leta med najboljšimi plavalci na svetu, maratonskim. Bratje Majcen naših Bučar, vsi poznajo zelo dobro. Je rekel, takele članke smo dobivali. Ko si ti prišel njega pozdraviti, ko sta plavala skupaj, teh 15 kilometrov. Prav, poglej, kakšni naslovi so to. Od danes naprej je moj mož postal velik. Cela Južna Amerika čita o njemu zdaj. Končno je prišel na testo. Jaz sem bil tako vesel, ker mi, da so prijatelja za vekomaj, ne. 78 leta sem ga spoznal, prvič v življenju, ne. Njemu je tudi Hrvat Veljko Rogošić pomagal, ta, ne, kot je meni, ne. In tudi njemu, on je bil mlad takrat, tako kot jaz. Sej, jaz, on je še 2 leti pred mano začel v svetovnem pokalu v skupini profesionalcev plavati. Bil res dober, ne. In tako, vidiš, narediš neke dejanja, ki ljudem ostanejo tako globoko, ne. In to je boginja Stella Maris naredila. A veš, to ni kar tako, neki simbol, a veš, ne, jaz sem si to v glavo dal, jaz sem z njo plaval, ona je meni dajala moč, jaz sem v to verjel in sem imel prav. Pa so mi rekli, Martin, to bo pekel na reki Parana. In je bil res pekel, ne veš, toliko ljudi je umrlo, ne. A veš, tam umirajo. Posada so, ko je orkan razbijal, to je bila 3. etapa od Iguazu, od slapov, največji slapov na svetu dol, ker je bilo ogromno ljudi. Recimo 100 ljudi umrlo. 100 ljudi, to je razbil orkan, vse poplave, to je vse razbil strehe, vse hiše polovkletele. A vidiš, ne, mene ni. Mi je bilo hudo, ne, tam v Posadu sem. Cel orkester je prišel igrati, ne. Tam sem srečal SS-ovca, ko je pobegnil 45 leta iz Berlina, je bil s Hitlerjem, ne. Sva se pogovarjala po nemško. On je iz Paragvaja prišel, pa z njegovim vnukom.
in igral na Kampel, na Glavnik je igral te Smrlen, ko že ona pesem, ta nemška znamenita pesem, ne. Ta mali je igral na orgelce, ta stari oče je igral na Glavnik, na Kampel, ne. Jaz sem pa zraven stal, pa to postopaj, ker solze so mu tekle. In je, pol so se pogovarjali, kako je bilo 45 let v Berlinu, ne, sem rekel, kam je Hitler šel, kam on je šel v Paragvaj, na ono stran, to se reče, to je levi, to je desni breg, reke Parana, ne. In vse mi je razlagal to, kako je bilo, kako so z avioni pobegnili, pol slike, zlato, denar odvlekli, dol prišli, dol so jim dali zemljo, naredili tam vse. No, je rekel, za Hitlerja ne morem povedati, ker ni bil na mojem avionu, prav bil pa zraven, ko so vsi ti generali, visoki čeni odhajali v te kraje dol, ne. Prav, kaj se je pol z njim dogajalo, pa ne vem. Tako da ni znal povedati, ne. Je rekel, da je pa bil takrat še živ, ne. To je bilo čisto na koncu, ko so že Rusi, Američani vdrli v Berlin noter, ne, so polni pa potegnili recimo dol z avioni v Paragvaj, ne. Zanimiva zgodba, ne, taka izkušnja, nisem se mislil, da tega človeka, star pa 91 let je bil star takrat leta 2003, no. Teh zgodb je res neomejeno, neskončno, zdaj, ko sem se pripravljala na ta intervju, res prava zakladnica zgodb, ki si jih slišal in pa doživel, ne. To doživeš, a veš, to Včasih celo učitajo, da so na meji verjetnega te zgodbe, ne. narod nima pojma. Je dobilo kaj patine te zgodbe, so kaj oplemenitene ali je res tako, kot se je zgodilo, tako pripoveduješ? Jaz govorim tako, kot bilo to včeraj, a veš. Jaz se ne morem kar zmišljati neke zgodbe, razumeš, ne, jaz govorim čisto v živo vse, ne. Lahko bi ti povedal še, veš kaj, čuda, vsega mogočega, ne, take na meje resničnega, ne. Samo to ti omenim, ko sem plaval ko sem štartal, je prišel en plavalec, odličen plavalec, da bi plaval z menoj, ne, če lahko, ne. Sem rekel, jaz nimam nič proti, če vojska dovoli, je lahko prav v redu, ne. In je bil tak precej pobarvan, in ko je plaval z mano, ki sonce močno, je bil še bolj črn, pa je čisto žgal, ne. Jaz sem imel pa obleko, zaščiteno, kapo, vse rokavice, ker sonce močno odhodeče, ne. In on je bil doma iz Gože, enega kraja Gože, kjer je ta bazilika, kopija San Pietro iz Rima, ne, tam ki papež, ki sem bil zdaj v Rimu, ne, z Maja so bila dol, ne. In tam je bilo napovedano, da jaz prihajam v Gožo. In njega se on ni mogel mene dohajati. So ga na čolnu peljali in potem so ga peljali, kje da je šel kje. Je bilo 1500 ljudi v cerkvi, 3000 ljudi zunaj. Vsi ljudje, ki so tam, so prišli v cerkev, do cerkve, da bojo mene srečali. Da bojo molili za mene, ker oni vejo, kaj je rekel Parana. To je bilo že brez Corrientesa, ki so največje zaloge pitne vode na svetu. Corrientes, če daš na Google, to je njih. Jaz sem spal tam v generalovi sobi, ko vse, kje sem spal, so si vojska umaknili, sem v generalovi sobah spal, ko gospodin veliki so me zmasirali, vse porihtali. In kaj se je zgodilo? Jaz sem skozi razmišljal, gledal gor, nekaj se je čudno dogajalo. Ko sem šel proti Goži, sem tam ustavil, šel ven, pozdravil ljudi v cerkev, to so vse stali ovacije in tako naprej. Res čustven dogodek, ne. Šel nazaj v vodo, kam pa greš, rekel, grem naprej v Corrientes. Ura je pol 4 popoldan, sem že ta podplaval. Ta človek je nor, ne. Imel sem nekaj v glavi, da bo nekaj ratalo. Gremo, vojska za Corrientes naprej. In to bilo še skoraj 70 kilometrov za odplavati, ne. To ni malo. In gremo, plavamo, prišli smo do celja, precej kasno, pol noči, ne, ampak jaz sem 2 etape tisti dan plaval. In kaj se je zgodilo? Po noč, oziroma zgodaj zjutraj, je prišel ta hurikan. In ta vojska, ne, ki je bila pred mano, so te barke imeli, je prišel hurikan, je razbelil, so se navezali na štreki, šlo vse od dnu, so vsi umrli. Jaz sem bil zjutraj ob 7 pripravljen v vodi, že stojim v vodi. Pride general, stop, Martin, ne moramo iti. Vreme je tako, da boste vsi umrli. Meni reči, ne boš plaval, ne. Ampak jaz sem pa prej 2 etape naredil, tako če sem ta dan počival,
ni problema, sem že naredil za eno za naprej, ni problema. No, in sem nastal na suhem takrat, ne, da se je vreme popravil mečki, no, to ti sam za dodatek malo povem, še dodatna zgodba taka, ki je malo težko razumljivo, ne. No, greva naprej. Zdaj, zanima me, ne, verjetno majhen deček Martin iz Mokronoga ne sanja o tem, da bo ultramaratonski plavalec. To verjetno prišlo nekako spontano z leti. Ali je bila ta želja že po vodi? Še ta to imamo pol neko zgodbo, ne, Ja. to bo še, ne, ampak ko se me tole izvala. Dobro, jaz sem rasel v Mokronogu, tam meni smo nikoli nikamor šli, ker nam niti bilo treba, ne. Enkrat na teden smo šli v kino, smo gledali John Wayna, to je Nemce partizane, ko so se streljali, in to je bilo tega orožja, pokanja, pretepanja po teh dvoranah, enkrat na teden, ne. V soboto pa nismo smeli iti. Če si pa kakšna do pasa slekla, pa nismo smeli v kini, ne, pa smo pač na vratih luknje zvrtali s vedri, pa smo gledali takole, ne, če bomo kaj videli slučajno, ne. So bili zanimivi cajti. No, in tam smo rasli, nismo imeli televizije, nismo imeli časopisov, nismo imeli nič, ne. Kaj je bilo na svet? Narava, med živalmi, jaz sem se rodil med volkovi, medvedi, jeleni, srnjaki, zajci, lisicami, ribami, kačami, to je bil moj svet, ne, vse normalno. Prijeti kačev, dati v žep, ali pa v rok držati, ali pa srečati se, lisice podeti, zajce loviti, smo imeli loke, smo streljali, sem kragul, lake leto, plus sem ga poklical, mi skoro na roke prišel. Srnjake smo klicali, na Peru sem ga znal poklicati, ne. Smo mlade srake lovili, ker stare so za nič, ne, mlade so dobre za jesti, ne. Kure streljali, ribe, to sem iz rokov šel, 5 minut sem imel poln rib, smo zakurili ogenj, se mi nismo nič rabili, se smo imeli vse. V trgovino, kaj še pa kupiti, se nismo imeli mega denarja. Ko še ti v trgovino pa kupil nekaj, s kom, če boš ukradel, recimo, ne, se nismo imeli mega denarja. No, pol kasneje sem začel karte špilati. In tako smo bili v vodah skozi, ne. Skozi v vodo, pod vodo sem bil, po par minut sem zdržal, smo se lovili že april, maj, junij, julij, avgust, september. Pol leta smo bili tam v mir, nismo se lovili, pa smo krave pasli, tam smo imeli vsi, kmetije, krave smo šli, ne. Večkrat so krave šli kar same domov. To vadi že voda tako pametna, da je šla domov, pa so najdli. Sam meni ni bilo, ne, kje sem prišel domov. Kje pa je pastir, ne, kot jaz, danes so me čakali z gajžom, s ketnami, ne. Sem vedel, se nisem šel v hišo, sem šel kozavc spat, ne. Recimo nekaj, oče, če bi me dobil, bi me se poznali, vse včas mi je dobil, ne, mi je zadev, ne, ampak največkrat ne, so se poznali skozi. Aha, vas je prav... Ketna, ne, se je poznala, ne, pa gajžo, pa mi štrikamo se. S komer mi je zadev, ne, ker tam ni imel v roki vse sorte, ne, da bo mulco dal vetrama, si zapomni, da so krave same prišle domov. Pa tudi lombarej smo špela, ne, smo s fračem, smeli si frače, loke, tudi pištole, tam so bili bunkeri, smo najdeli te domobranske, od Belogradesta smo bunkeri, so odprli mitraljeze, šarce, to smo bili nagurtneni, imeli smo brzostrelke, pištole, berete, mauser, pa tak, ne. To smo streljali, ne, smo šli, bombe, sifonarce, kregujevke, to smo šli, da čez Mokrono, pa tam, to so policaji kar poskresene. Nas niso upali ogovarjati, ne, ker mi smo tukaj shodeča, da bi kakšnega ustrelil, jaz nisem benga bal, ne. Ja, zato, ker policaji so bili tukaj žleh, ker sem jaz po Mokronogu hodil, s kolesom sem šel, in ker je bil žleh, mi je ventilček spustil, ne, je naredil psss, pa je rekel, jaz sem rekel, zakaj si pa to naredil, prav, nimaš luči, a podenjem, kaj luči vozi, tukaj žleh je bil, ne, so bili žlehtni, in meni smo marali policajev, ne, se enkrat smo privezali k drevesu, tam, Paroni Ravnikarji v Kosteni, smo ga za drevo privezali, policaja štrekem, in smo napisali udri po njemu, vsak je prišel tavko po njemu, ne, nikoli več niso lombarji delali. Zakaj, ne bom razlagal, preveč se izgodne tam. Tam v Mokronogu smo bili kot kakšni Huckleberry Finn, Tom Sawyer, ko je Mark Twain te zgodbe pisal, recimo, ne. Mi smo bili isti, vse smo bili isti. Ne, to te zgodbe rade tam v teh krajih, tako da, ko se spomenjam danes teh časov, in jaz sem plaval, ne, recimo. Bil sem drugačen od teh vrstnikov, vedno sem plaval iz brega na breg, všeč mi je bilo, sem plaval kilometer gor, pa kilometer nazaj. Iz čiste zabave.
dolg časa Ma ne vem, rad sem plaval tako, ko sem vedel iz enega brega na drugi breg, ne. To mi je bilo, ko sem šel prvič na morje, ko sem bil 10 let star v Cerkvenico, v Lovački Rok, sem šel kot malo pomagat, ne, ker sosed Henček je imel dal lokal, je bilo veliko Nemcev. Takrat sem se začel že nemško učiti, ker pri nas doma smo nemško govorili, ne. Stara mama, to so vse na Donaju študeli, so se nemško pogovarjali, ne. In nam otrokom glih niso dali, ne, ker Nemci so bili agresorji, pa niso hoteli, da otroci mi tudi znamo nemško. Ampak tako, ne. Bili smo skozi verflochten banditen, ne, to se reče prokleta banda, ki smo razbijali okne, pa tam po Mokronogu, ne, smo vrgli petarde not, pa pasje bombice, to vse vrgli cel oken ven, ne. To so imeli pso noto in lajalo se jih je še kot bombo vrgel, ne. Verflochten banditen, to smo bili skozi, ne. To so bile te zgodbe, ki so se dogajale, ne, v teh krajih, ne. In sem se naučil vseh teh lumparij, plezati po drevesih, loke delati, živalim ravnati, ne. Smo imeli domače živali, doma smo imeli vse prašiče, konje, krave, beke, ovce, koze, zajce, ne vem, vse, kar obstaja. In podgane, tudi jih je bilo dosti takrat. In mačko in 3 pse smo imeli, izjemne pse, take res nemški ovčak, pa smo imeli fox terrierja, pa istrskega goneča, oče imel, ki je bil jagar, ne, recimo. On je mene v hoste jemal, da sem bil namest psov. In tako hitro tekel, da sem zajce podel, pa fazane namest psov, ne. On ni pso rabo, ki mene imel, recimo, ne. Sem tako hitro tekel, ne. Ali pa za srnjako sem ga podel, ne. Pol kasneje, oče je mene podcenjeval, ne, da sem pač nesposoben, tako, ne, proti to nekaj, tako, ne. Sem rekel, jaz te zajce, srnjake strelaš iz ga na roke ujamem, z rokami ujamem. Meni treba streljati, ne, pa tega prinesel, če hočeš. Kaj boš te mulc, pa to, ne. Enkrat se peljal z mojim avtom, je srnjak bil na potni, ne, hosti, sred hoste. Jaz pa ustavim, nisem ugasnil avto, pa dam čevlje dol, copate dol, grem ven, pa se zapodem za njej, ker srnjak, on ne gre naravnost tako, v pol krogu teče tako. On gre tako, jaz pa sekam. In on se ustavi, ker se mu zelo dvigne puls, ne. Srnjak je na kratke fore zelo dober, sem se mu puls dvigne, pa malo počiva. Prvič si ustavil, ta drugič sem ga že imel. Skočil na njega in ga prijel. Z golimi rokami. Z golimi rokami sem ga ujel in sem ga nesel, je rital, ne, fajn brcev, ne. Je bil kar prijazen, tako, drugače v redu, ne. In ga prinesem, oče po ovcedu. Se je rekel, na, tle ga imaš. Ko sem tako nesposoben za biti, tle ga imaš. Takole se na roke ujel žvaldo. Je stal, tako je bil šokiran, da sploh ni hotel bežati. Jaz sem šel v avto in je kar stal na sred ceste tam. Sem še kam premaknil, ne, sem šel še enkrat ven, da sem ga premaknil. Žvalda je bila tako šokirana, da ni mogel dojeti, kaj se to dogaja, ne, recimo. Prvič v življenju njegov se tako naredil, nekaj kdo na roke ujel. Potem pa je oče doma, to mami razlagal, ne. Prav, veš, da je ta hodeč srnjaka na roke ujel. Ja, je rekla, prav, saj ti sam govoril, da te strelaš žvaldo, on ga pa na roke ujame, pa ga ne ubije. Pa ti ga je prinesel. In pol je to vsem razlagal ljudem, to vsem razlagal, ne. Ko sem pa Donavo odplaval, recimo, ne, sem pa Donavo odplaval, prva velika stvar, recimo, ne, in je bilo tudi v Slovenskih novicah, veliko člankov, ne, to so že prej vmes, so bili res na prvi strani, seveda to je cela Slovenija čitala, Hrvaška, pa te okolišne države. So vsi vedeli, ne, pa vsi, ne, pa to je bilo ogromno Reuters, to je bil ogromno svetovni dogodek, recimo Dono, takrat po vojni v Srbiji dol, ne. No, in tam čez naš dvorišče, nekaj pot, taka vaška pot, ne, so ljudje hodili, ne, tako, razni klošarji, taki, oni, normalni. In moj oče tam sedi, pa malo drva seka, tako. Tomo, živil? Ja. Prav ti, tale tvoj pop je pa shodeča, tam po Donavi, in kar dober je maha. Ja, prav je. Pa se reče, veš, kako bi mi rekel, da tale pa ni tvoj. Kakor da jaz nisem njegov sin, ne. Da je mama je ta prava, oče pa ne. In to je njega zelo bolelo. In veliko ljudi je to reklo, ne. Prav, če bi bil on tvoj sin, tako si ti, tega ne bi nikoli naredil.
da moj oče pa ni sposoben, ne, ker on je mene, ko sem jaz bežal od hiše, ne, on je mene lovil s kojnem, ne, ali pa z motorjem, ko sem jaz v vodo bežal, ne, recimo, in sem vedel, če me bo nažgal, ne. Jaz sem šel v vodo, brez da bi vprašal, sem šel od doma in sem skozi tekel, kadej za mene, kaj za kojnem, ne, 2 kilometra. In prišel domov, kje je, kam je šel, v vodo šel. In seveda, on me je zmeraj najdel. Sam sem šel v vodo, no, ti mene tepel. Ko je šel s kojnem not za vodo, ne, da tlele že, ko je bilo voda takole, ne, sem pa jaz lepo plaval, kojen pa ni hotel iti naprej, ne, da vplaval, ne. Pa je šel domov, ne, recimo, ne. Tako sem, recimo, ne, vodo spoznal z enega drugega aspekta, veš, ne, recimo, ne. Je bila malo beg ta voda. Sam veš, kako je, ne, takrat je bila voda čista, ko sem jaz rastel gor. Mi nismo imeli drugega ko mleko po vodo, ne. To smo pili, smo poznali vse izvire, take naravne izvire, ko je voda iz zemlje prišla ven, ni bila umazana. In sprašal, kje pa si pil, ne. Si šel spet naprej, do drugega sedenca si spet pil. Mi smo vse, celo okrožje, smo vse studence vedeli, ne, pa tudi potočki so bili čisti, ker so bili raki, noter rake je bilo koliko češ, ne. Smo rake na čevan lovili, pa ponos z lučjo. Mi smo rako pojeli, tako, vse je bilo vsega preveč, ne. In pol so pa vse uničili to, ne, ko so ceste, ta nafta prišla noter, pa so začeli špricati te vinograde, te pompe spirali noter in je vse hudeč vzel, ne. Bil malo žalosten, no, zdaj se malo vrača spet nazaj to. Gre na bolje? Zdaj verjetno lahko oceniš po vseh teh letih, desetletjih, kako ravnamo zdaj s temi našimi vodami? Se vrača, ne, se vrača. Seveda je tam več ljudi, več hiš, več tega onega, več teh izpustov, ampak jaz sem opazil recimo rake zopet v teh krajih, ki sem jih imel vedno rad. Opažam not ribice plavajo, postrvičke. Včasih sem se ribe polovil, ne. Zdaj pa ne ujamem več ribe. Če jo ujamem, jo dam nazaj v vodo. Pa tako, ne, ko vidim lepo postrvečko, takole luštna ribica, jo najprej malo gledam, pa se z njo pogovarjam, pa grem v vodo, pa jo ujamem, pa jo tako rok držim, pa jo gledam, pa nič kaj tako, kar me roje, se kar pogovarjam z njo, nič jo stiskal, kaj pa to, ne, če vskočila pa peš. Recimo, je takole gledam, pa se malo pogovarjam z njo, ne, pa je malo takole, da bo skočila. In jo spustim, jaz ne bom ribe pojedel, niti približno, srnjakov strelil, pa zajcev strelil, tak zajček tam, ne, recimo, počtoram not sedi, pa da mi z njega strelil, pa še pojedel, ne bom to naredil, ne. Ko sem bil v Clevelandu, recimo, ne, pa sem zapuščal Cleveland, tisto družino, pa je rekla ona, Martin, vem, da greš daleč zdaj, nemam ti kaj dati, veš, kaj ti pa lahko dam? Kuro ti lahko dam, eno seboj, eno kokoš. Je, ko vam pa s kokošem? Prav, vsak dan ti bo njajc znesla. Pa malo koruze ti jim dala, da boš malo obožje, bo da že preživela. Prav, ko se boš naveličal, pa pojej. Pa se jaz, pa da bi smel korov, ker bo vsak dan mene njajc znesla. Na koncu sem pa še glavo odrezal. Tega pa jaz nam nikoli naredil, recimo, ne. In na ta račun smo se pol še večkrat smejali, recimo, ne, zaradi te kokoške. Tako, mislim, v meni se je veliko stvari spremenilo, recimo v tistih časov, ko sem bil takrat, ko sem to doživljal, pa sem se to skozi dal, danes sem drugačen, sem bolj veden stvari, ekologije, kako gre, kako se skrbi za okolje, za čistočo. Zdaj sem tudi Ljubljanco plaval po 26 letih še enkrat, da vidim okus, je popolnoma drugačen, ne. Tudi Janković župan ni bil zadovoljen, da sem Ljubljanco preplaval, da ljudje dobijo malo novic, vesti v tem in izgleda, da bo na špici neko poskusno kopališče ali pa ta pravo, ne. Stvari grejo na bolje, se reče, ne, se spremenjajo stvari na bolje, ne. Ljudje tudi rečejo vedno, ko grem po Ljubljani, super, Martin, ne, si naredil nekaj, ker ljudje meni kar verjamejo, recimo, ne, tako se z njimi pogovarjam, ne. Dosti me podpirajo in to mi všeč, recimo, ne, da delaš neko promocijo za svet, recimo, ne, na en tak plavalni način in to mi všeč, no.
Zdaj, lansko leto si dopolnil 70 let, ne? Ja. Kako pa ti skrbiš zase? Večkrat omeniš, da se res dobro počutiš v svojem telesu, da skrbiš zase. Kako je en tak povprečen dan Martina Strela, kako poteka? Jaz rabim zase dosti časa vsak dan, ne. Ker plavam ponovadi 2-krat dnevno. Če v Ameriki že ima svoj bazen, jacuzzi, savno, biljard, fitness, 9 lukenj za golf, jezero, pickleball, paintball, da nam našteval, biljardne sobe, pa to vse imam tam. Ni treba mi nikamor iti, vse imam doma tam, da je pred hišo. Spoj vstanem sred noči, pa gremo v jacuzzi sedeti v toplo vodo. Pa ljuno gledam, pa se z zvezdami pogovarjam. Tu, ko pridem v Slovenijo, sedaj malo drugače, gremo v Atlantis, ne, če ne bi bilo Atlantisa v Ljubljani, jaz ne bi bil v Ljubljani, ne. Meni je to prvovrstna zadeva, ta Atlantis, da grem plavat, da grem v savne, v jacuzzi sedim, srečujem otroke, not pa tako, malo nastopam za njih, včasih me izzovejo, se pogovarjam z njimi. Te prepoznajo? Ja, seveda, ko me na teh podcastih vidijo, ne, pridem včasih, Martin Strel, gre tam, ne, pol vse preletejo, pa tako, ne. In taka stvar, ne, tle plavam, zase rabim, dosti ne preplavam, v savne hodim, telovadim, kuham doma, pojem, počivam, vsak dan popoldne malo zaspim, igram biljard, na to mi vzame dosti časa, ne. Ostalo sem pa tako, malo smo z Majo, sem pa kdaj kam grejo, ali pa za kakšne dogodke, malo snemam, stalno nekaj, tako, ne, tle v Sloveniji, dol na Dolenjsko, na posestvu moram travo malo pokositi, grem malo kakšne trte obrezati, zdaj jabolka, pa tako, ne. Bolj uživam, zdaj znam nekako malo več časa najti za sebe, čeprav seveda me čakajo še plavareje, tako letos kot drugo leto naprej. Drugo leto začnem pripravljati La Manche kot najstarejši človek na svetu, ne. To bo kar 2 leti organizacije vsega tega, kapitani, kdo bo spremljal, sodniki, kdo bo snemal, to so malo težji pogoji, ne. Tam se broha fejst pa tak, ne. Vse delam, v glavi imam kup enih stvari, sem v vezi s temi vsemi največjimi plavalci na svetu, v bazenih, mi se ne tretiramo, da je najet, recimo neki plavala Kuba, Florida, ne, če ne bi bilo mene, ne bo ona tako splavala, ne, recimo, ne, ona to dobro ve. Tudi včasih prijem, ko dela bookture, nastopam z njo, ne. S temi Avstralci, Kieran Perkins, Ian Thorpe, Michael Klim, Samantha Riley, Michael Phelps, s temi se družim malo, nikoli se ne pogovarjamo o nekih teh, jaz sem zlato dobil, oni pa to dobil. Vsak ima svojo zgodbo, ne, Phelps, vemo, da je Phelps 23 zlatih potegnil, ne, ja, hvala Bogu, ne, ko sem ga srečal po Pekingu, ni benga denarja, ne, koliko imaš denarja v žepu, nič. Ne, ko je meni Rogošič govoril, ta Hrvat, ki je meni v to pelil, je rekel, ako nisi ništa zaradio, nisi ništa vplival. Tako, ne, jaz hočem za plavanje narediti, da postane blizu nogometa, košarke, fuzbal, American football, pa to, tenis, golf, tle je ogromno milijard, v plavanju ni, ampak delamo na tem, da se v denarju govori, da se plavalcem za dobre dosežke da velike nagrade, ne po par tisoč dolarjev, ampak to so milijoni dolarjev. No, tako da Phelps je postal zdaj prvi na svetu plavalec, ne, ki presegel 100 milijonov, recimo, ne. To je lepo slišati, ker tudi druge firme to slišijo, greš v trgovino, Michael Phelps, super, ne, pa mene vidijo na kakšnih škatlih kdaj, ne, ker v Ameriki pravijo, ne, imamo Phelpsa po bazenih, pa Martina, pa po rekah, morjih, pa tako, ne, in Amerika je malo drugače dežela, miselnost glede vsega tega, tam boš uspel tako marketinško, finančno, malo drugače kot to, ne, večje dežele, več posluha je, pa tudi ljudje malo drugače razmišljajo in gledajo na to, kot pri nas v Sloveniji, ki poplava nekih športov v tej majhni deželi, tudi rezultati niso slabi, ne, vključno s temi znamenitimi kolesarji, Pogačarjem, Rogličem, znamenitim košarkarjem Dončićem, ki piše cel svet o temu, ne. Jaz ga malo potonkam dol, ne, ker tako dober pa spet ni, še zaenkrat se še ni dokazal, ne, pa ljudje rečejo, kaj ga še infaš. Žal še ni tako dober, ne bomo videli, kaj bo naredil. Je pa tak zanimiv igralec, ki je cilj, ne, mnogih medijev in sponzorjev, tako da jaz nazadnje rečem,
za Dončića, na koncu šteje, koliko milijonov imaš v žepu. Če si lahko bo hišo, avto, samo to. Kako pa ti živiš, bi rekel zase, da dobro živiš, da se da od plavanja živeti, preživeti, živiš na tako prestižno življenje? Jaz sem rekel, živim nadnaravno življenje, ne, ker jaz sem si kupil hišo v Ameriki na cash, ne. Imam vse, kar sem si želel, bazene, džakuzi, ne rabim, hiša je ogromna, živim sam noter in jaz imam vse, živim v Veliki Britaniji, pri sinu, imamo tam vse, kar tle, v Sloveniji imamo vsega, ne. In jaz nisem tako kot Ronaldo pa Messi, čeprav sem imel največjo pogodbo na svetu, v zgodovini športa, sem imel na mizi za podpisati, ne. Ne bom govoril, v kakšnih denarjih to gre, to je krepko čez 300 milijonov bilo, ne. Do te pogodbe žal ni prišlo zaradi nekih stvari, ki so se zgodile, tako pač je, no. Ampak imel sem na mizi to, ne, da se to naredilo, ne. Da takrat bi bil številka 1 v zgodovini. Največja športna pogodba na svetu, podpisana s plavalcem, ne neki Messi, Ronaldo, pa Tiger Woods, pa Jordan, pa to, ko pišejo, ne. Tudi na področju plavanja se da narediti, ne. Jaz sem le posnel film, ki je zmagal na največjem filmskem festivalu na svetu, Big River Man, dobil nagrado, en smo zgubili za 4 glasove, 15,002 glasov, on je dal 15,006, ki je zmagal, pa Oscar je pol dobil, pa Discovery Channel, moj film kupil, ni njega kupil, ker so vedeli, da sem prostiti izradu zajebal, po domače povedano. In to je bilo res, ne. Jaz bi mogel dobiti Oscarja zaradi alkohola, mi niso dali Oscarja pol, ne. To sem jaz tudi povedal v Los Angelesu, ker sem bil užrel v Los Angelesa, teh hollywoodskih, teh Weinsteinov, ki zdaj le v restu je, ne, zaradi tega sexual harassment, kot se reče nam po slovensko govoril, ne. In vsemi temi Mickey Cottrell, Olivia Newton-John, pa kup teh igralcev od Clint Eastwooda, pa Robert Redforda, pa Matt Damona, vse te, ki sem prišel v žrelo teh Oscarjev, ne, in sem tudi želel vedeti, zakaj mi niso Oscarji dali. So rekli, Martin Strel, tvoj film je 100% Oscar, ampak brez alkohola. Zahvali se tvojemu režiserju John Merringwinu, ki ti je po domače povedano zajebal. On je Oscar izgubil samo zaradi alkohola. Mi vemo, da ti nikoli pijen nisi bil. Nikoli. Da si pa pil vino, da si popil veliko vina, to pa ja. Res sem ga popil, tudi 2 flaše na dan sem ga spil, kar ni nič v 24 urah, vseh teh plavnjev, ko sem izdajal to, 24 na dan, to kalorij porabim, to ni nič. Nikoli mi niso pijanega videli, nikoli agresivnega takega, vedno sem bil v redu. In pripeljal projekt od začetka do konca, s 1000 problemov, ko biti ata in mama za vse, ker ti naši tle alpinisti, ko so šli v Himalajo, s Karničarjem na čelu, to so bili vsi skregani, ki so nazaj prišli, so se stepili gor, pa to. Sem tudi to spremljal, vse te zadeve, kako je to bilo, ne. Pri nas je tudi bilo pretepov, ne. Ampak, ker šlo vse preko mene, jaz sem nekje vajeti s svojim sinom držal, da smo zdržali, vse te projekte pripeljali do konca. Pa smo se na Donavi vžgali, pa smo na Mississippiju, niti ne, na Parana je to zarapotal, fejst. Na Jangtse-Kiangu je fejst zarapotal, s Kitajci. Jaz sem vse Kitajce odslovil, nagnal, ne odslovil, nagnal. In so prišli nazaj mi prositi, če bi lahko zraven bili do konca. Si lahko, pa da ben ga več ne vidim. Tam na koncu ali pet, da vas ne vidim več. Ne boste vi mene se norca delali tako, ne. Ne bom razlagal podobno. Na Amazonki pa sploh ne. Tam je prišlo pa do pretepov, ne. Jaz sem par ljudi mogel nakotirati zaradi tega, recimo, ne. In na koncu, ne, ko smo to izpeljali, ko smo film posneli, knjiga je šla v 27 jezikih, prodana več 10 milijonov, okoli 13 milijonov, ne. V Sloveniji nimaj pojma, kaj je to številka, ker cela Slovenija je to prodala knjig, ko sem jih je sam prodal, ne. Pa z Ministrstva za kulturo, kjer bi mogel jaz dobiti nagrado od Ministrstva za kulturo, noben me ne pokliče, da jih ne je sram vseh teh ljudi. Noben me ne pokliče, noben nič ne reče. In vsi ti filmi, režiserji se mene bojijo. Ker toliko nagrad sem jaz dobil, jih cela Slovenija v 30 letih ni mogla dobiti skupaj spraviti na teh festivalih A kategorije, B kategorije. Čeprav je to ameriški film. To je ameriški film. Jaz sem pa glavni igralec. Niti ministrica, Vrečko, pa vsi te, ki so zdaj, ne, da smo imeli volitve proti tem Prešernovim nagradam, pa to, ne, ali bo to okej, ne, ali bo to še ostali nekaj vse skupaj. Jaz bi to mogel že zdavnaj dobiti, meni bi mogli prijeti, pa dati mi to, ne.
A veš, ne da bom, se moraš javiti na razpis, pa tako naprej, ne. Kakšen razpis, to božji. Kaj pa sem jaz, recimo, razumeš, ne. Jaz sem imel 300 milijonov ljudi na prvi dan na Lenku, ki je gledalo meni, kdo pa ima to v Sloveniji, ne. Mogoče Luka Dončić, recimo, ne. Danes ali pa, ne vem, en Pogačar, ko vozi Tour de France tam, ali pa Roglič, ti so nekje tam nekje, recimo, ne. In, a veš, to je tako, ne. Nazadnje, moraš tako kot pravi Tito, ne, drugovi, drugarice, snalazite se, ne. In jaz se znajdem v tem cirkusu, nastopam kot speaker, sem kot Slavoj Žižek, smo edina dva profesionalna speakerja na tem planetu, v teh agencijah svetovnih, ala Bloomberg pa taki, ne. Boš videla mojo sliko noter in me kličejo in to je najboljši posel na svetu, recimo, ne. Za en speaking jaz dobim toliko, ko človek mora tule 2 let delati, recimo, ne. Samo za 45 minut govora, ne, recimo, ne. Samo moraš biti ta pravi, ne. Recimo Michael Phelps je zdajle plačan $60,000 na speaking dobi, recimo, ne. Pa vse stroške, karte pa tako naprej, ne. Za Al Gora vemo, on je po 300,000 vlekel, ne. Slavoj Žižek, ne, izjemen govorec, dober speaker, ne. Tudi on zasluži, sicer ne čisto toliko včasih, pa še vedno dobro, recimo, ne. Tako da od tega že, malo knjige prodajam, DVD, sem uradno v penziji, zdaj čakam, če bo država se kaj nagnela, da mi bo dala tisto dodatno pokojnino, ne, ker vsak alpinist, ki še na 8000 metrov dobi tisto bilo tako plaketo ali nagrado, kaj sem, ko se reče, ne. Pa razni trenerji za življenjsko delo jim dajo, ne, se včasih mi gre na bruhanje to, ko gledam te imena. Ampak mogoče pa še zdaj na vrsto prišel, no. Kaj pa je tisto, kar ti vseeno daje energijo, kljub temu, ja, da si malo spregledan mogoče iz strani Slovenije, oziroma imaš ta občutek, kaj pa ti daje to energijo, moč, da greš naprej, da imaš nove projekte, ki prihajajo, ki si jih omenjal? Jaz srečujem po svetu milijarderje, take od Bill Gatesa, s katerim sem bila speakerja, on je za mano nastopil. Jaz sem imel čas z njim spregovoriti par besed, ne. In pa tudi druge, recimo Richard Stone iz New Yorka, žal pokojni 2 let nazaj. Ga zelo pogrešam, ne. So Paul Kier, so ti newyorški milijarderji, sem se srečal z njimi, ne. Oni so zelo radi v moji družbi. Namreč, jaz se pogovarjam z njimi, kako živeti, kaj piti pa jesti, kaj delati vsak dan, da si zdrav. Moj svetovalec Bernardo Lapalo, ki že stane 20 let naredil, sem 22 let, on je pisal knjigo, me je učil, kaj delati, kako živeti, od njega se učim. In sem zdrav, sem v redu formi in nazadnje ugotoviš, da ti ne rabiš 100 milijonov pa milijarde. Vsi ti ljudje, ki imajo tega, te polne žepe denarja, imajo same probleme. Ali jaz živim boljš, ko meni Bill Gates reče, rad bi živel tvoje življenje. To on meni reče. Jaz, moje kvaliteta življenja je boljša kot pa njegova. Pa jaz nemam milijarde in jih tudi ne želim imeti. Toliko denarja imam, da preživim. Toliko denarja imam. Jaz, tudi če ne bi imel nič denarja, grem v Avstralijo, recimo, v Melbourne. Tam me poznajo, ker smo gradili Olivia Newton-John Medical Center. Ona je bila celo moja en čas, ne. In tam jaz sem pomagal zbirati denar, smo zbrali $5 milijonov za zemljišče, takrat prej se to naredil, vse preko nje. In če grem zdaj v Avstralijo, brez nič, ko bojo ljudje zvedli, ne, vsi ti plavalci, ko je Perkins, Samantha Riley, Michael Klein, Don Fraser, vemo, 3-kratna olimpijska zmagovalka, poznam, pa čuda drugih, teh košarkarjev, rodeo, atletov, poznam. Martin Strel je prišel, kako pa je z njim, nima denarja, nima hiše, nima avta, nima nič. Ma ne se keraj, to samo vse naredil. Jaz sem tedno, imam hišo, imam avto, imam denar, vse. Ko sem bil z Mormoni v Juti, bil sem gost, dobil $12,000 za to, ne, ko sem bil gost za mizo z olimpijskimi prvakimi, velikimi zvezdami športa, to vsako leto organiziram. Je bilo tako, da sem opazil med njimi, kako se to živi, ne. Jaz delam z Baski, recimo, med Francijo pa Španijo, to so najbolj uspešno pleme tam, ne. Zato oni ne marajo Špancev, ne, ki jih imajo za cigane. To so zelo, zelo urejene družbe. In
sem bil z mormoni. Jaz sem 10 mesecev živel v Park Cityju, v Juti. Sem hodil na seanse ob nedeljo dopoldne, na njihove pogovor, sestanke. Ne bom pozabil primera, ko je hiša pogorela, nikomu. Čist zgorela hiša, avto, vse zgorelo. On ni imel nič. Čez noč nima. Ampak so živi ostali vsi, v redu. Bil sestanek, kako je situacija z njim? Katastrofa. Kaj rabi? Hišo, rabi 2 avta, denar za živeti, da poženem stvari. V 5 minutah je bilo zmenjeno vse. Katera hiša je njegova, kdo bo avto zrihtal, kdo bo odprl, kdo bo dal denar, in vsi mormoni, to so familija po celem svetu, imajo vsi vsega preveč. Vsi skupaj dajo in ta bo dobro, če mi dobro živimo, da ta dobro živimo. Mi ne, tle v Sloveniji, dobro, imamo neke humanitarne akcije, bomo pa zbrali za onega deželaka, ki bo s kolesom drajkal po Sloveniji, 1 milijon evrov, 2 bomo zbrali za neke otroke, pa tako naprej. V redu, to je lepo, to je ena varianta, ne. To je pa drugače. In jaz živim čistko, brez vsakih zavor. Kamorkoli na svetu, pa grem zdaj v Ekvador, predsednika v Ekvadorja me dobro pozna kot športnika, plavalca, ne. Predsednik Argentine me odlično pozna, Daniel Scioli, on vse. Jaz pejem dol, rečem, Daniel, največji športnik na svetu, bolidi Formule 1, ne. Izgubil desno roko, takrat, ki je Casiraghi Andrea, 91 leta, ki je umrl pred Rainerjem v Monte Carlo, ne. Ta nesreča, ne, on je roko izgubil, on je pomrl. Sin odpira, no, jaz spiram, jaz pa jadram njegovim sinom, ne. To je princ Andrew, ta je stric, ne, ko je šef Monte Carlo, ne. Vse te stvari so povezane. Pridem dol, rečem, Daniel, nimam nič. Prišel sem, nimam denarja. V tistem momentu imam jaz hišo, imam jaz avto, imam jaz denar. Bom živel neko normalno življenje. Mogoče malo nadstandardno. Zakaj? Ker me bo vojska pokrila. Jaz bom dobil v vojski tam, pa mogoče celo neko zaposlitev, tako da bom napisal na papirju, da bom uradno nekaj delal, čeprav nam nič delal, ne. Ampak nekaj mora napisati, da to laufa, ne. Zakaj? Zato, ker sem to naredil za te države, za ta narod sem to naredil. In to ljudje ne pozabijo nikoli. Nikoli tega ne pozabijo, ne. Sem mogoče eden redkih Slovencev, ki imam ta privilegij po svetu, ne. Pa tudi, če sem šel v Afriko, v Nigerijo, Kenijo, tam kamorkoli prišel, ne. Ljudje te vržejo na Google. Prav, to je pa on. Jaz nisem vsak dan na televiziji, kot Dončić. Pa Kopitar, pa Roglič, to vsak dan drajsajo, ne. Že otroci v vrtcih, Pogačar, Roglič, pa Dončić, pa Kopitar. To kar naprej melijo, ne. Še pes bi povedal, če bi znal govoriti, ne. Jaz nisem tako, ne. Ampak ljudje se zapomnijo to, kaj narediš in kaj si ti ljudem dal. Še nekaj si rekel, da imam 3 želje. Tako, ampak res na hitro, ker sva že preko najnega časa. Nič hudega. Če je 3. predmet. Ja, veš kaj, no, za 3. predmet, jaz imam teh predmetov, kar nekaj si izbral, pa tole za pesnice, tole, ja. Ne. To so tako imani vilenski simboli, ki je lastnica moja partnerica, soproga, žena Maja. Večkrat jo danes omenil. Ja, sej ona je v redu. In ona mi to pred 7 leti dala, ne, ko so se prvič srečala, recimo, ne. Jaz sem mislil to, da so to violinski simboli, so pa vilenski simboli, ne, kot ona, nisem pred zastopil. Nikoli nisem slišal za vilenski simboli. Violinski, ja, sem glasbenik, ne, saj sem muzik, ne. No, zdaj bo 7 let, kar mi je to dala, ne. Nazadnje sva se še poročila, stala skupaj, 7 let, to je lepa obletnica, recimo, ne. Tako da sem malo vraževeren tudi na tole, recimo, ne, tale simbol, ne, recimo, ki je nekaj, plavam skozi, ne, veš, te v vodi ure in ure, pa je skozi lepe barve, recimo, ne. In takrat mi je dala tole za neko srečo, za neko spodbudo, ker ona ve, da jaz verjamem v te stvari, ki jih nosim, razne simbole, to teme in tako naprej, kot sem prej omenil plavutke, Stella Maris. Jaz mentalno sem drugačen človek kot mnogo drugi, ker se ukvarjam tudi s samohipnozo, to sem tudi sam pogruntal,
On je zvedel, da obstaja to, pa sem pol kasneje, ki sem to govoril, vedel, da to tudi obstaja, recimo, ne. Saj, če sem imel prav, meni se je to zgodilo, ne. Kot to se mi je zgodilo, ne. Sem je srečal, pa mi je to dalo, pa sem to obdržal za 7 let, zdaj tega, ne. Tako da imam ene take, recimo, simbolčke, ki mi malo krasijo življenje, ali pa recimo dajo mi vedno neko upanje, da je nemogoče mogoče, ne. Ker ko sem Amazonko sestavljal, sem prvič šel v trenirki, dol sem je tako, tam je skozi poletje, se ne zime, ne. V hrebi gor sneg. So me ljudje malo čudno gledali, za čudo, ne. No, pa jaz sem to 24 ur smo sino razmišljali, a je sploh mogoče premagati Amazonko. Te krokodile, morske pse, divje noter, vse te kače, pirane in druge tropske bolezni, parazite, te indijance, pirate, se sooči z vsem tem. In vse proti tebi, nič s teboj, vse proti tebi, kradijo, ko srake, vse posod, hoče ti denar pokrasti in to. Eni ti hoče pomagati, vojska je pa bila skozi menoj, vojska pa ja, ne. In vidiš, ko vse to nekje zlagaš skupaj, recimo, ne, sem si tle napisal, achieving the impossible. Ne, to je po angleško pomeni doseči nemogoče. To sem pa naredil, ko sem šel drugič dol. In ko sem prišel, sem skozi imel to treniranje, pa mi je bilo vroče, pa bilo brez srajce hodili, pa majčki, ne. Ampak sem imel to gorno. In ljudje so samo to gledali, ker to ni portugalščina, to ni španščina, in mnogi niso verili, ker sem kar veliko, ne. Kaj pa je to? Pa sem povedal po špansko, sem znal, pa portugalsko sem znal povedati. Tako, te boš Amazonko vseči nemogoče, ne. Viš, so začeli pa oni drugače razmišljati. So začeli pa oni to. Pismo, ne, takega človeka pa še tle ni bilo, recimo, ne. In so mi začeli pomagati, kaj pa rabiš, rabim to, pa ono, ne. In se pol eno punco najdu. Iz džungle, taka lušna, tam v hotelu so me najdli. So rekli, rabiš kakšno pomoč? Sem rekel, ja, rabil bi nekoga, ki bi mi malo vrata odpiral, pa to, ki pozna. Prav, če hočeš te na punco pripeljamo. Taka lušna, mlada je prišla, ki sem je tako povohal, in čist po dem smrdela, kako po kakšnih salamah suhih, ko bili v šiših noter. Sem vedel, da je tam v host skozi obogno bila, pa po dem smrde, zato da je komari ne primijo, ne. Ker tam je vrlo komarje, ko bolezni prenašajo. In ta punca sem ji na listik napisal, tako po špansko, ker ni znala nič angleško, sem rekel, tole pa tole napišem. Kamorkoli je prišla, vse vrata odprte. Sem dobil znak, simbol, da je narod z mano, da je država z menoj, politika, da je vojska, policija v nekleči, ki so sami pirati, pa barabe si kradijo, delajo z vojsko, pa s politiko in pa s temi ljudmi, ki so tam lokalnimi ljudmi. Tako sem jaz začel, ker to sestaviti to zgodbo, to ni lahko, ne. Pa sponzorje, da bi denar, kdo bo se to plačal, ne. Ne bom šel v te podrobnosti, recimo, ne. Ja, res časa nam že kar zmanjkuje. Verjamem, da je zgodb še za ure in ure pogovorov. Verjetno bomo kdaj to lahko kje prebrali ali pa videli kakšen hollywoodski film o tvojem življenju. Še bodo snemali v meni veliko, brez skrbi. Ne v Sloveniji, tudi po svetu bojo še posneli precej stvari. Bil si gost, ki definitivno ni razočaral s svojimi zgodbami. Zdaj upam, da nisva koga užalila s temi pripovedmi. Vsekakor pa najlepša hvala za obisk, za vse te zgodbe, za vse preplavane ure in vsekakor znaš šokirati svojimi dogodki življenja in si bil tak pravi gost za Showcast. Tako da najlepša hvala za tvoj čas in še veliko preplavanih voda. To sem jaz, tako jaz povem. Nekdo zadovoljen, nekdo nesrečen, nekdo žalosten, nekdo bo rekel tako. Se ne spremenjam zaradi nikogar. Najlepša hvala. Hvala tebi. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.